Ja, kako je lepa naša novoletna jelka. Pa vsi sprašujejo, kje so okraski, ampak vsakmu razložim, da ta je tukaj lepa, da ne rabi okraskov, ker narava je tukaj popolna, da je popolna. Ampak veste, kaj pa rabi okraske? Praznična miza in to take polnovredne okraske. In danes v naši družbi mojstrica vsega tega, iz centra Eko 365, Jana. Ja. Katero lekcijo bova danes predali? Danes bomo govorili o tem, kako je lahko praznična miza tudi zdrava na nek način, kako lahko v bistvu vse te dobrote, ki jih ponovadi pojemo, naredimo na telesu bolj prijazen način. In potem v bistvu tudi ni treba toliko grehov čistiti po novem letu, čeprav bomo potem tudi obdelali razstrupljanje in tako naprej. Sveže mleta moka. Tako. To je bilo včasih nekaj čisto normalnega, da je bila sveže mleta moka. Danes pa po moje, da kakšen otroka, če ga vprašaš, po moje sploh ne ve, odkot moka pride. Tako kot pač mleko, iz trgovine. Ja, iz trgovine, ja. No, sveže mleta moka ni iz trgovine, ampak jo lahko tudi sami pripravimo. Ja, tako je. Zdaj, zakaj sploh sveže mleto moko? Zrno, če ti vzameš, tole pira. Zdaj, če bi ga jaz pomlad posadila, bi uskalilo. V njem je življenje, ima vse v bistvu pripravljeno za novo rastlinico, ohranja vitalnost. Ko ga mi enkrat zmeljemo, pa začne izgubljati hranilne snovi, začne izgubljati oksidacije mineralov, tako da potem, ko mi kupimo moko v trgovini, tudi če je polnovredna, je že mogoče sedela par mesecev, pol leta tam, če pa je bela, so pa odstranili še vse, kar je v bistvu koristnega za naše telo. Te lušine. Vojnica, kalček, ostane samo ta beli endosperm, ki je sam škrob. Stvar je pa v tem, da naše telo pa za prebavo škrobov, sladkorjev, ki so tudi zelo prisotni v praznični peki, potrebuje ravno minerale. In je neumnost, da jih mi prej vzamemo proč, ko pa jih lahko telo takole poje. In vlaknine, da se to prebavi. Kar pomeni, da smo pol prej siti tudi, ne? Tudi to. Tudi sama bela moka se nam lepo nalepi na črevesje in potem tam tvori obloge in dela težave. Poleg tega pa, ne vem, če si vedela, ampak v sodobnem kmetijstvu so pšenico zelo hibridizirali in to na podlagi tega, da so probali zmer več dobiti tega belega dela, bolj rahel kruh in je precej več glutena, kot v teh starodobnih žitih. Pira recimo je še dosti nespremenjena, zato jaz kar večinoma uporabim pri peki piro. Sama je po sebi dosti močna tudi, ne? Dosti odporna, ne? Tudi to, ja. Plus v bistvu ta prevelika količina glutena, ki ga telo dobi, tudi lahko povzroči potem občutljivost na gluten in naprej. Zdaj, jaz sem tukaj pripravila vse stvari iz polnovrednih sestavin, to pomeni, da je moka sveže zmleta, da so sladila v bistvu tudi polnovredna, tle je ravno ista stvar, v bistvu bil sladkor, je samo sladkor, tle sem pripravila recimo med, tako naravno sladilo, ko so ga že naši predniki uporabljali. Aha, ja, razumem, kot sladilo. Veš kaj, vse mi je nekako jasno, sam tole mi už pa mogla kar hitro povedati. Kot je pa to ratal rdeč pa zelen narediti, če je prav, da je naravno pa polnovredno. No pa če začneva recimo pri praznični mizi, če hočem v bistvu jaz, mogoče že pri tem, da gremo na obisk, lahko tudi za darilo prinesem doma narejene recimo testenine. Tam se v bistvu od 5 do 10 evrov se zgiblja recimo kila rezancev bioloških pirinih, recimo. Lahko pa naredimo sami doma. Jaz sem zmlela svežo moko iz pire na tale mlin Como. To je avstrijsko-nemški mlin, ki je trenutno najboljši na svetu. Naredi v bistvu tudi iz riža fino moko. Lahko? Lahko probam. Ja, daj. Moram pokrij zato, da se malo manj sliši. Aha, pa pritisnem. Aha. To je zdaj čist živa moka ven prišla. Ja, to v bistvu je, veš, koliko je razlika, sploh nisem mislila, zdaj smo delali čokoladne piškote, pa sem za vsak slučaj še malo eno varianto belo, zato ker je bil zelo star recept, nisem vedela, kako bo ratal. Ker sem pojedla 3 čokoladne piškote iz pirine moke, pa sem polinga iz bele, sploh ni imel okusa, čeprav bila še čokolada zraven. Tako da prav res sem rekla, kaj pa tak piškot nima okusa, iz bele moke je. No, te mlini v bistvu imajo 12 let garancije, tako da v bistvu... Aha, no pa se to ga enkrat kupiš, pa ga imaš. Ja, pa veš kaj, veliko lahko prihraniš, ker žita so precej cenejša kot pa izdelki iz žit in moka.
Tako da si lahko precej prihranimo in se to v bistvu v par mesecih investicija povrne, sploh če veliko delamo. Se pravi, moka je tista osnova, iz katere potem malo more stvari lahko. Ja, zdaj sem jaz različne moke uporabljala. Tukaj, ko so že prvi niso dokončale tele rezance, pa nudelce nori. Malo bolj drobne rezance. Tukaj je osnova pirina moka, pa rdeča pesa, sok rdeče pese, tu pa temnozelenega listnega ohrota. In ko to skuhamo, smo v bistvu že nekaj koristnega pojedli. Sem si pa zamislila, v bistvu, da je to lahko fina, v bistvu, recimo božična jed, da je tako malo rdeče-zeleno. Lahko pa tudi naložimo v kakšen dekorativen kozarc in damo za darilo. Super. Ravno tako je moka lahko sveža, lahko za darilo ali pa kakšni varianti. Bravo. Bravo. Danes pa mi da tudi pokazali, kako se nekaj naredi. A res? Da ne bo zmanjkalo časa, evo. Sam, da v bistvu mogoče še razložim, kaj je tukaj. Te pujske, ki so mi všeč. Pujske bova delali, ja. A res, pujske bova delali? Ja, okej. O, juhu. Pujski so narejeni iz pirine moke, z kokosovim sladkorjem, sladkani, kvašeni so, noter imajo pa v bistvu nadev iz orehov ali pa lešnikov in kakava. Tako da v bistvu so lahko tudi tak lep, veš, prinesek, ko prideš na obisk, srečo za srečno novo leto zaželiš. Pa preden se lotva dela, bova povedala še, da je tam je makova potica iz pirine pa rženje moke, tudi slajena z naravnimi sladili. Potem lahko naredimo tudi vse sorte medenjake za okraske, za smrekco, lahko jih dekoriramo, so v bistvu zelo. To je ržena moka, pirina moka pa med. V bistvu tudi zdrži glihen tok časa, v bistvu, kot je okrasek, pa se pa izmehča to, da lahko pojemo. Aha, kombo. Sem pa pripravila v bistvu tudi brezglutenske sladice. V bistvu zdaj veliko ljudi v bistvu se tudi potem ravna in eni pa sploh ne smijo. So pa v bistvu da tudi sveže zmeti, recimo proseno moko, tole na podlagi prosene moke, riževe moke pa ajdove. Tale suhor je na podlagi ajdove moke. To sem že probala. Ja, v tej knjigi Življenje brez glutena avtorice Suzane Kranjec so super recepti tudi za praznične dni. Tako da si lahko pogledate. Ne, mislim, v tej knjigi je res vse noter zajela. Meni je to kar taka mala Biblija, mislim, res fajne stvari so noter, res. Pa ne moreš verjeti, da je lahko tako simpel, ko ljudje mislijo, da če zdravo kuhaš, da je pa to ful drago, pa da ful časa vzame, pa ni tako. Tole je zelo hitro. V bistvu jaz bi mogla tele potičke še malo bolj tesno vzvideti, da bi bolj okrogle, ampak so vse enkrat luškane prišle. Stvar je v tem, da sem dala noč še malo kuhane čičerike. Kuhane čičerike? To pa moram probati. Pa luščin trpoca, zato ker v bistvu tudi ni jajc in ni mleka. Pa vse en prav luškane stvari da narediti, tudi navadno potico, ampak zdaj sem jaz tako malo prediske prinesla. To je dala recept? Tako. Tole je pa bomba. Recept je tukaj noter. Za te dve je tukaj noter, tole pa itak dobite recepte. Zdaj pa tole še mičkam moke še zmeli, da se mi tega lotiva. Evo, moka že gre. Jaz bom medtem pripravila filo. Zdaj sem vzela orehe, a se me kaj sliši? Ja, moje da se ne. Orehe. Noter bom dala še malo kakava, zato da bo zdaj bolj tako čokoladno sploh, kadar delamo s polnozrnimi mokami, pridejo vse stvari malo temnejše, pa zato da je malo kontrasta, ko odpreš, tale pujsek, katerega bomo zaklali, hvala. Enega pujska bomo žrtvovali. No, dega. Ja, bogi, a vidiš? Pa res, ne. Ma filo, tako da v bistvu ni en tak suh kruhek, ampak je zelo okusen. Pa še lepo zgleda. Se mi zdi, da je to dober način, da otroka spodbudimo k temu, da zdravo jejo, ker če hrana privlačno zgleda, valjda jo prej pojedli, ne? Moji otroci so takoj pujske napadali, tako da. Aha, ja, bi rekla. Tole v bistvu je... Trsni sladkor? To je v bistvu sladkor iz kokosovega cveta. Kokosov? Ja. Pa zraven, zdaj jaz bom dala jajce, zdaj če hočete pač brez jajc, vegansko, v bistvu se poda kakšna žlica čija semen, pa kakšno rastlinsko mleko. Tudi psiljom bi lahko dala noter, ha? Tudi. Zdaj odvisno, tudi kakšno barvo hočemo in tako naprej.
Boš ti tole zmišala, na tem jaz pripravim. Dobro. Okay. Zdaj, mimo tele pujske bomo tudi delali v torek ob 6 na delavnici. A res? Tako da vsi lepo vabljeni kot 365, tudi ostale stvari bomo pripravljali, pa tudi presenečenje bomo pripravljali v naslednji četrtek za tvoje goste. Delali bomo tudi na delavnici, pa ti še ne povem, kaj bo. Ampak potem v oddaji boste pa videli. A ja? Ja, presenečenje. A res? Ampak mi bomo že prej vedeli. Tako da. Ok. To lahko poveva, ne? Da za 24. ne, na sveti večer ob 6. ko bomo začeli z oddajo, ne, ob 6. že končamo, no, popoldan, ko bomo začeli, bomo imeli en tak svoj, ne, svojstven večer oziroma popoldansko druženje in glavna kuharica bo Jana. Glavna kuharica bo Jana in jaz se že blazno veselim, kaj bo pripravila, ampak prav, da nič noče povedati, nič za to, kaj ti... Ko pride do hrane, sploh pa pri zdravi hrani, ti čisto zaupam, veš? Hvala. Aha, to je zdaj fila v bistvu. To je fila, ja. Aha, dobro. Zdaj, lahko, recimo, v bistvu lahko marsikakšen recept, ki ga zdaj delate, spremenite v bolj zdravega s tem, da zamenjate pač svežo moko, polnovredno pa potem tudi bolj zdrava sladila ali pa mogoče celo malo manj sladil. Se pa ta recept čisto lepo pripravi tudi marsikatero kombinacijo, ki imamo drugače za potico. V bistvu čisto ta klasičen lahko recept testo za potico, pa fila za potico, pa pujske v bistvu rajše oblikuješ iz tega. Pujčeki. Zdaj v bistvu 8 cm velik kozarec rabimo, naredimo v bistvu krogce. Zdaj mi da bo pač tako sam testno zdajle. Malo zelo sem mokala, ampak to zato, ker imam tle malo treme. Ti pa res ne. Poslušaj, zdajle bom pa še noske naredila. Noski, ok. Evo. To je pa kozarc za šampanc? Ja, edina stvar taka, ki sem najdela, da jih je 3-4 cm, ampak to pač najdete nekaj, kar je primernega. Vnela sem tudi eno slamico, ampak bo pa lukance za nosek. Tle lahko s kakšno slamico, da so lepši zrežemo, ali pa s čim drugim, pač kar je okroglega, da dobijo noski tudi lukanco. Zakaj si se pa glih za pujsa odločila? Srečo prinaša. Aha, Veš, novo ok. Taka tradicionalno. Se pravi, to je edina svinjina, ki vam jo prvošmo, da jo jeste. Ja. Saj to, veš, ta recept je že kar dosti tradicionalen, pa že kar v letih. Mislim, da sem dobila enega pujska od moje najbližje sosede že pred leti za darilo. Pa si pa takle skopirala? Ja, v bistvu sem ponaredila sem recept, da je bolj zdrav. Pravilno. Zdaj damo žlico nadeva, na tega spodnjega. Vilco, če imaš vilco. Potem po robu namažemo z jajčnim rumenjakom. Jaz v bistvu nisem prej pripravila jajčnega rumenjaka, bom kar pokazala z beljakom. Gre predvsem za to, da bomo videli, kako se naredi. S čopičem namažemo in potem pritisnemo na vrh. Fila je lahko tudi malo bolj gosta, pač na vrh pritisnemo ta druga okroglega pujska, oziroma okrog. In položimo v bistvu že kar lahko na pekač. Dobro. Lahko premažemo tudi z jajcem, dodamo nosek. Nosek. In iz testa, v bistvu, ko smo izrezali vse krogce, nam bojo ostali še koščki testa in potem se v bistvu tudi takole s krogci za uhajka. Ušeske pripravi. Dobro. In se daš ušeske. Še si pa učke naredila? Učke v bistvu so pa beljakova pena, pa čokoladna pikica gor. Tako da se v bistvu, to se pa naredi potem, ko je že spečeno. Zdaj tole se da še v pečico za 25 minut, pa mogoče še za 5 minut na drugi strani, zato da se spodaj še zapečejo, lepo vzhaja in pride takele pujski. Pujse! Če ostane preveč moke, jih na koncu mogoče malo s kakšno glazuro damo. So pa zelo primerni za darilo. Super, odlično. Nam bo še kakšen recept mogoče izdala? Aha, za tele. Zdaj, zanimivo recimo je tukajle, ker tale suhor lahko delamo iz zelo različnega suhega sadja pa oreščkov. Je pa tle samo ajdova moka. Samo ajdova moka? Samo ajdova. So tudi zraven je kvas,
sojna smetana, malo soli, sladkor iz kokosovih cvetov. Vse pa v bistvu potem, tole sem v modelu za srni hrbet. Za srni hrbet? Ja, tako. Koliko časa pa potrebuješ, da narediš kaj takega? Te stvari so zelo hitre. Tole se samo pač v posodi zmeša in se nadeva v pekač na neki papira. Sploh niso tako dolgotrajne. Potica mogoče malo več, ampak... To smo itak navajeni, da za potico gre cel dan ali pa pol dneva. Ne, to ne. Pa nekaj kar hitro, jaz ne vem pač. Dobre, ti si zverzirana, ti si vsak dan v ustvarjanju. Marsikaj, ja, ne glih potico vsak dan, ampak marsikaj delamo, ja. V tem času pa definitivno. Tele rezančki tudi hitro se verjetno naredijo, ne? Ja, tle v bistvu sem stisnila svež sok s sokovnikom, zmešala v bistvu z svežo moko, potem pa mi sokovnik tudi pomaga z nastavkom za mlitje, da se v bistvu zgnete testo. Ima pa tudi šobe za pripravo rezancev, ne? Zdaj za te čiste tanke v bistvu je fajn imeti še strojček za rezance, za nudelce, drugače pa lepe rezance naredi za sokovnik Sana 707 in tudi brezglutenske v bistvu pridejo še celo bolj žive barve, recimo če je riževa moka, ne? Kaj je bela, pa bela, no tudi če je polnozrnata, je precej bolj svetla kot papirina in pride krasno. No, pa tudi, veš, te testenine ne rabijo toliko veliko polivke, zato ker imajo že same nek okus, ne? Da ne rečem, da otroci veliko rajši pojejo takele barvaste zadeve. Ja, to pa definitivno. In to smo jih še nahecali, da so zdravo pojedali, ne? Tako boje hkrati, ne? Da je fajn. Kdaj imaš delavnico? V torek, za pujske, dobro? Za pujske in tudi za ostale stvari. Testenine bomo pogledali, kako se dela, tako da bo zanimivo, pridite. Ok, fino. Potem pa v četrtek, no pa dej pa vse malo nekaj pa povej, no. Aha. Bomo naredili, tisto, kar si že probala, v bistvu bomo naredili v bistvu fat burner te brownie, ampak bojo božični. Božični? A to je tisto, kar si mi ti zadnjič naredila za doma? Ja, ker v bistvu kurjo maščobo. Iz fižola? Tako, ja. Bom jaz dala v bistvu tokrat pa recept prej na splet, tako da boste lahko kupili sestavine, pogledali, kaj delamo, pa doma naredili. Kar v bistvu je pa pol že božični večer, ne? Ja, tako je. Je pa že božični večer, tako da boste lahko zraven delali v kup. In če pričakujete svoje goste ob 6, 7, 8, bo to do takrat potem že skoraj da lahko pripravljeno. Pripravljeno, ja. Bo ne? Evo ga, super. Hvala lepa, Jana, za vse informacije, ki si jih delila z nami. Obiščite nas zdaj v centru Eko 365. Tako, absolutno. Zakladnica informacij in modrosti, kar se tiče zdrave prehrane in zdravega načina, kajti načinov je res veliko in prav je, da se jih na takšen način lotimo in pripravimo kaj dobrega za celo telo. To je še bolj okusno, kot iz bele moke, tako da ni razloga, da bi jedli slabšo hrano. Definitivno. Pa meni je zanimiv, zdaj moram malo po svoje zafilozofirati, ne? Če bi dali vse te stvari pod Kirlianovo kamero, ki meri auro torej hrane, bi ugotovili, da ima veliko večjo auro, ne? Ja. Tudi te stvari so že pridelane drugače, recimo, če imaš ti ekološko piro in tako naprej. S tem, da v bistvu teži se prvošiti končne izdelke, če pa sami delamo, pa lahko tudi ekološko jemo. Zanimivo. Hvala lepa, Jana! Evo, super, odlično, navdušuje me to, da obstaja toliko tehnik, toliko metod, kajti vse to, veste, čemu vodi? K temu, da nimamo izgovorov, da se ne odločimo, da bomo mečkeno bolj zdravo izbirali zase, ker se imamo vedno bolj radi. In ko se imamo vedno bolj radi, postajamo vsak dan boljša verzija samega sebe. Na www.klepetobkavi.si vabljeni, da se prijavite na naš e-časopis. Tudi kakšen članek nam bo seveda poslala Jana, tako da boste lahko tudi, kar se kuhinje tiče, lahko prebirali in če se prijavite v decembru na brezplačni e-časopis, bo brezplačen za vas ostal do konca vašega življenja. Naj vam bo svet lep in uživajte! Hvala lepa!